Po poročilih in policiji je bila v Haderi, severno od Tel Aviva, na restavracijo s sušijem Japanika vržena ročna granata. To je zadnji očitni napad organiziranega kriminala na priljubljeno verigo. Verjeli ali ne, v tem napadu ni bilo poškodovanih, vendar je to postal očiten vzorec. Veriga s sušijem je bila v zadnjih tednih tarča napadov z ročnimi granatami in streljanjem na več lokacijah po vsej državi, očitno kot del trajajočega obračuna med tolpami. Kljub stalni grožnji terorističnih napadov, policija znova pravi, da ta napad ne preiskujejo kot kaznivo dejanje. Želim, da naši gostje to razumejo. Zdaj, z nami v studiu je Owen Altman, naš višji dopisnik. Owen, takoj nas zanima, kaj se dogaja. Zakaj so tarča ravno restavracije Japanica? Gre za spor med dvema kriminalnima družinama, David. Eno judovsko, drugo arabsko. Družina Musli, judovska, družina Drusi, arabska. A v resnici ne gre za narodnost, gre za spor zaradi denarja. Spor zaradi denarja med eno in drugo družino. Nekateri iz družine Drusi so bili pravkar izpuščeni v hišni pripor. Družina Musli pa s tem domnevno ni zadovoljna in zato napada te poslovalnice Japonice na nekoliko surrealističen način. Ja, skoraj komičen trenutek, čeprav seveda sploh ni smešno, da se to dogaja. In v tem primeru, David, okoli 4:20 zjutraj po lokalnem času, blizu stanovanjskega kompleksa, kjer ljudje živijo. Prav, podjetja še niso odprta, ampak v stanovanjih so ljudje. In da se zgodi takšen dogodek, mora biti izvedeno ob takem času, traumatično za ljudi, ki tam živijo. Veste, nekaj zastraševanja, ne pa žrtev, ne poskušajo neposredno ciljati nekoga, ampak gre za pošiljanje sporočila. Prav, mislim, da je bil cilj napada podjetje ob 4:20 zjutraj, očitno niso želeli poškodovati ali ubiti ljudi, ampak poslati sporočilo iz ene družine drugi. Ampak to ni prvič. Kot ste omenili, je bilo več poslovalnic Japonica že tarča napadov. Ta še ni bila odprta, bila je v gradnji, kakorkoli že. Policija tega še vedno ni uspela rešiti, še vedno tega ni uspela ustaviti. Po podatkih naše sestrske hebrejske televizije obstajajo skupine po 4 ljudi, ki odhajajo na teren in imajo nalogo izvesti te akcije proti verigam. Zakaj verige? No, povezani so z Barackom Abramovom, ki je lastnik med drugim nogometnega kluba Beitar Jeruzalem in domnevajo, da ima povezave z družino Jeruši, kar on zanika. Kakorkoli že, to je v tem podzemlju. To je temačen svet. Izjemna razlaga, zakaj so podružnice verige sušija tarča napadov. Ampak, kot veste, to dobiva pozornost v hebrejskih medijih. Nasilni kriminal, še posebej, ko se zgodi v arabskem sektorju, a ne samo tam, je bil del poročanja in poudarka v hebrejskih medijih, tudi ob natrpanem javnem dnevnem redu po 7. oktobru. In ta zgodba, ker je tako barvita, dobiva še več pozornosti. Toda vprašanje nasilnega kriminala je nekaj, kar skrbi javnost in bo imelo določeno vlogo. Nočem pretiravati, ampak bo imelo določeno vlogo v volilni kampanji. Ja, mislim, da bomo to še videli. Veliko je zaskrbljenosti zaradi tega, da stvari uidejo izpod nadzora, zaradi teh organizacij, ki v Izraelu delujejo brez omejitev in seveda zaradi nasilja, ki to spremlja. Owen Altman, hvala, da ste se nam danes pridružili v studiu.